Cene nekaterih živil in nujnih potrebščin so se od lanskega do letošnjega maja povečale za 2%. K tej letni podražitvi so najbolj pripomogle višje cene v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter skupini goriva in energije. Vsaka od teh skupin je prispevala k inflaciji po 0,6 odstotne točke. Če pogledamo skupino hrane in brezalkoholne pijače, so se te cene povečale v enem letu za 3,4 odstotke. Meso se je podražilo za dobrih 7 odstotkov, sadje za dobrih 6 odstotkov, mleko, sir in jajca pa za 2 odstotka. Na letni ravni so se v skupini goriva in energije cene podražile za 5,2 odstotka. Tekoča goriva so se podražila za 12,6 odstotkov, dizelsko gorivo za 10,3 odstotka, bencin pa za 5,1 odstotka. Vse druge podražitve, to se pravi brez hrane, brez alkoholnih pijač in pa energije, so pa se cene povišale samo za 1,2 odstotka. Na drugi strani pa so letno inflacijo za 0,2 odstotni točki ublažile nižje cene avtomobilov, cene so se namreč znižale za 4,3 odstotke. Na Statističnem uradu Republike Slovenije so spremljali tudi mesečno primerjavo dviga cen. Poleg svežega sadja so na mesečno inflacijo vplivale tudi višje cene počitniških paketov, ti so se podražili za dobrih 8 odstotkov, dizelsko gorivo se je podražilo za 3,5 odstotka, bencin pa za 3 odstotka. Nekih drugih bistvenih pocenitev pa nismo na Statističnem uradu beležili v mesecu maju. Kljub temu, da je rast inflacije zdrava za ekonomijo, saj naj bi s tem raslo tudi gospodarstvo, se sprašujemo, ali ne bi bilo pravilno, da bi se morda tudi zaradi višanja cen osnovnih življenjskih potrebščin začele višati tudi plače.